bom tako rekla, vse je stvar prioritet. Kar pomeni, včasih ima prioriteto služba, včasih ima prioriteto zabava, včasih ima pa prioriteto tudi kavč, pa kakšen Netflix. Moje leče so verjetno nekje med rumeno in oranžno, zato ker nekako probam gledati na vse situacije zelo pozitivno. Mislim, da moji starši še vedno ne vejo čisto dobro, kaj jaz počnem v službi. Od mojega šefa sin pa pravi, da mi veliko govorimo. Kaj pa zares počnem? Zares pa počnem to, da dejansko podjetjem pomagam pri uvajanju sprememb. To se pravi tisto, kar je na projektu vezano na ljudi. Zaradi naših plazilskih možganov. V zgodovini je bilo tako, sprememba je pomenila, a se bomo borili ali bomo bežali, in še vedno je žal tako. Potem pa s čustveno inteligenco in zavedanjem pridemo čez to. Jaz mislim, da širino, vsaj zavedanje o širini, bi mogli imeti vedno nekje v ozadju, tukaj v zadaj. Kljub temu, da moramo vedeti, kdaj je fokus, posebej pri kakšni izvedbi, kadar nas rok preganja, kadar hočemo nekaj zaključiti, ali pa kadar nam je nekaj zelo pomemben. Ja, definitivno. Multitasking ne obstaja, to se pravi, lotimo se ene stvari naenkrat. Gužva je state of mind, ponavadi, če prioritiziramo, to gužvo nekako omejimo, in pa ja, prioritizacija. Skritih talentov za MČM je še kar nekaj. Enega pa lahko omenim, naprimer, da poletje oziroma od pomladi do jeseni preživljam v Fiesi, kjer učim potapljanje z jeklenko. Mislim, da imamo sporočilo, in sicer, da kljub krizi, ki smo jo doživeli v preteklih 2 letih, se lahko spet povežemo in se najdemo in ustvarjamo nekaj novega, nekaj lepega. Anjo bi pa vprašala, kaj njej še vedno vzbudi tisto iskrico po raziskovanju, ko se ji zasvetijo oči in se ne more upreti, da ne bi nečesa v nečem vedela še več.